Če spustite magnet skozi bakreno cev, se zdi, da nanj deluje sila upora, ki mu nasprotuje. Kljub temu, da baker ni magneten. To povzroči magnet, ki v bakru ustvari električni tok, imenovan vrtinčni tokovi. In ti vrtinčni tokovi ustvarjajo magnetno polje znotraj bakra, ki nasprotuje trajnemu magnetu, skoraj kot nevidna, nekontaktna sila trenja med magnetom in bakrom. Zdaj je moj načrt uporabiti kovinski disk in disk poln magnetov, ki sta nameščena zelo blizu drug drugega, da bi morda ustvaril nekakšno magnetno sklopko. Da bi zamenjal sistem prestav na kolesu. Začel sem tako, da sem na svojem CNC deskalniku izrezal dva diska, enega iz aluminija in enega iz bakra. Razlog za to je, da nisem prepričan, kateri material je najboljši za to uporabo. Moja intuicija bi rekla baker, saj je veliko bolj prevoden kot aluminij, vendar če vprašate Google, trdi, da je aluminij najboljši in ima celo raziskovalni članek, ki to podpira. Vendar pa večina demonstracij vrtinčnih tokov uporablja bakreno cev. Morda pa je to zato, ker je bakrene cevi lažje dobiti v trgovinah s vodovodnim materialom. V nedavnem videu, ki ga je naložil Veritasium o najmočnejšem magnetu na svetu, spusti bakreno ploščo in aluminijasto ploščo hkrati v močno magnetno polje. In zdi se, da aluminijasta plošča pada precej počasneje, kar kaže na večjo uporno silo. Zato sem 3D natisnil to os kot del testne naprave, da bi omogočil prosti vrtenje diskov. Nato lahko na obeh straneh diska namestim komplet magnetov, ne da bi pri tem prišlo do kakršnega koli stika. Nato lahko obesim utes s pomočjo vrvice, da na disku porabim konstanten navor, kar bi moralo zagotoviti zanesljiv način za merjenje upora, ki ga povzročajo magneti. Za primerjavo, to je hitrost spuščanja z magneti in brez njih. Razlog, da je test brez magnetov še vedno počasnejši od prostega pada, je ta, da mora premagati vztrajnost diska. Toda kako se aluminij primerja z bakrom? Baker ima očitno najboljšo zavorno silo, saj se disk vrti 38% počasneje kot aluminijast disk. Kar je smiselno, saj je baker približno 54% bolj električno prevoden od aluminija. Toda razlog, zakaj je bakrena plošča v videu Veritasium padla hitreje, je verjetno v tem, da baker tehta več kot 3-krat več kot aluminij. Torej, čeprav je uporna sila v magnetnem polju morda nekoliko močnejša, teža plošče izkrivlja rezultate. Pravzaprav, tudi če izvedem svoj preizkus povsem brez magnetov, bo baker še vedno zmagal zaradi dodatne vztrajnosti težjega diska. Zaradi tega izmerim število vrtljajev na minuto diska šele na koncu spusta, ko je disk prenehal pospeševati in se vrti s konstantno hitrostjo. In jasno je, da je z materiali, ki jih imam na voljo, baker zagotovo zmagovalec, vsaj kar zadeva zavorno zmogljivost. Ker pa je skoraj 6-krat dražji in 3-krat težji, bi bil morda aluminij boljši za druge namene. Naslednji dejavnik, ki ga moramo upoštevati, je orientacija magneta. V tem prvem testu imam vse magnete nameščene tako, da so njihovi poli poravnani, torej je severna stran obrnjena proti kameri. Kaj pa če en komplet magnetov obrnem, tako da bomo imeli konfiguracijo sever, jug, sever? To še dodatno upočasni disk, ker vrtinčni tokovi v bakrenem disku nastanejo zaradi spremembe magnetnega polja. Zato sprememba magnetnega polja z obrnjenimi magneti povzroči močnejše vrtinčne tokove v bakru in s tem večji upor. Nato sem želel preizkusiti te manjše kubične magnete, saj jih lahko bolj nagosto razporedim okoli oboda diska. In ti povzročajo toliko upora, da mislim, da moramo povečati težo. Preizkusil sem tudi kubične magnete v šahovnični postavitvi, vendar se je to izkazalo za slabše. Ker sem uporabljal magnete, ki sem jih imel od starejših projektov, moram za to postavitev najti nove magnete. Najboljša možnost, ki sem jo našel na spletu, so bili te 10 mm kubični magneti, ki bi morali prekašati prejšnje 8 mm magnete. Zato sem jih naročil 200. Ko pa so bili nameščeni na testno napravo, so se obnašali zelo podobno kot manjši magneti, čeprav so bili za 200% večji po prostornini, kar me je pripeljalo do razmišljanja, da kakovost teh magnetov izkrivlja rezultate tega testa. Po hitrem iskanju na Googlu se je izkazalo, da obstaja veliko razredov teh neodimovih magnetov in ti se zdijo na spodnjem delu lestvice. Zato sem poiskal zanesljivega prodajalca magnetov razreda N52, ki se zdijo najmočnejši. Bili so 2-krat dražji, a jasno zakaj. Ko sem poceni magnete pritrdil na svoj namizni primež, sem lahko pod njim obesil eno utež težko 1,2 kg. Toda z magnetom razreda N52 je lahko zadržal približno 2,5-krat večjo težo. Nato sem natisnil nosilec za te nove magnete in kot lahko vidite, ustvarjajo toliko upora, da se disk komaj premika. Zdaj vemo, da kombinacija teh visokokakovostnih magnetov in te bakrene plošče ustvarja tako velik upor. Kako bomo to namestili na kolo? Moj prvotni načrt je bil, da bakreno ploščo pritrdim na napere zadnjega kolesa, saj sem že prej nameščal jermenice za pogon z električnim motorjem. Toda ena težava je, da napere niso zasnovane kot natančna pritrdilna točka.
Zato bo zelo težko doseči, da se bakrena plošča vrti popolnoma naravnost in se izogne udarjanju majhne reže med magneti. Edina druga možnost je, da vse pritrdim na ta navoj na pestu, ki je namenjen le enemu zobniku. Torej moramo na ta 12,5 mm širok navoj namestiti bakreno ploščo, ploščo polno magnetov in zobnik. Ta navoj pa ima tudi dva različna premera in dve smeri navoja, pri čemer je največji očitno standardni kolesarski imperialni navoj s premerom 1,37 palca in 24 navojev na palec. Kar seveda stvari nekoliko oteži, saj tega navoja ne morem ravno obdelati. Na srečo pa imamo rešitev, saj mi je Formlabs poslal njihov tiskalnik Form 3 Plus in nekaj njihove rigidne 4K smole. Ta 3D tiskalnik deluje tako, da s pomočjo UV laserja strjuje smolo. In to omogoča veliko natančnejše in upajmo močnejše dele kot moji drugi 3D tiskalniki. Ko je tiskanje končano, ga je treba očistiti v izopropilnem alkoholu, nato pa še dokončno utrditi z UV svetlobo, da je del čim močnejši. Nato preprosto odlomimo podporo in imamo nosilec za bakreno ploščo z že natisnjenimi fine hub navoji. Ko ga privijemo na pesto, je jasno, da je ta nosilec veliko bolj raven, toda vprašanje je, ali je dovolj močan. No vem, kako lahko to ugotovimo, saj sem iz iste smole natisnil tudi to zadnje zobato kolo, da preverim, ali lahko prenese navor preko verige, ne da bi se poškodovali tanki navoji, ki ga pritrdijo na pesto. In presenetljivo je delovalo kar dobro, približno 1 miljo vožnje po ravnini in rahlih vzponih. Dokler se ni zgodilo to. To se zdi kot velika težava za projekt, vendar mi je dalo nekaj koristnih informacij. Kot lahko vidimo iz posnetka, so razpoke začele nastajati pri zobeh verižnika in so se pomikale proti pestu, kar nakazuje, da pesto ni bila šibka točka, temveč je bila to zasnova verižnika, saj ne more biti debelejši od 3 mm in se še vedno ujemati z verigo. Torej je naslednji korak izrezati velik bakren disk, ki bo ena polovica magnetne sklopke in bo neposredno poganjal zadnje kolo. Na to potrebujemo veliko magnetov nameščenih na prosto vrteče se pesto, ki ga bo poganjala veriga. Toda koliko magnetov pravzaprav potrebujemo? Vrnili smo se k testni napravi in uporabil to posodo z vodo, da sem spreminjal težo, ki visi na osi, kar neposredno spreminja navor na disku. To je pokazalo, da je število vrtljajev diska sorazmerno z navorom, ki je nanj uporabljen. Če torej narišemo graf navora glede na število vrtljajev na minuto, dobimo lepo ravno črto. Naslednja stvar, ki jo moramo preizkusiti, je kako število magnetov vpliva na število vrtljajev na minuto. Tako je imel vsak preizkus različno število kompletov magnetov, pri čemer je vsak komplet vseboval 4 magnete, saj imam 2 spredaj in 2 zadaj. In ta rezultat ni bil linearen, zato povečanje števila magnetov ni sorazmerno zmanjšalo števila vrtljajev na minuto. Ampak iz prvega preizkusa vemo, da je teža neposredno povezana z vrtljaji na minuto. Zato lahko dejansko izračunamo potrebno težo, ki jo potrebujemo, da dosežemo 100 vrtljajev na minuto za vsak komplet magnetov. To nam zdaj daje konstantno vrednost vrtljajev na minuto z različno količino navora in jo lahko uporabimo za izračun disipirane moči, kar, če narišemo graf moči pri 100 vrtljajih na minuto, dobimo ravno črto. Torej to pomeni, da je število magnetov neposredno povezano s prenosom moči skozi sklopko in ne z vrtljaji na minuto. Nato sem na spletu našel ta kalkulator za izračun moči, potrebne za vožnjo s kolesom pri določeni hitrosti. Recimo, da želimo voziti s hitrostjo 10 mil na uro, potrebujemo moč približno 68 W. Iz testov vem, da lahko 5 kompletov magnetov pri 100 obratih na minuto proizvede 7,8 W. To pomeni, da bom potreboval 44 kompletov magnetov, in ker so 4 magneti v vsakem kompletu, je to skupaj 176 magnetov. Ampak tukaj je ena past. Te 100 obratov na minuto je hitrostna razlika med bakrom in magneti, kar pomeni, da se bo pri 10 miljah na uro zadnje kolo in s tem bakrena plošča vrtela s 135 obrati na minuto. Torej se morajo magneti vrteti 100 obratov na minuto hitreje, torej pri 235 obratih na minuto. To se morda sliši veliko, vendar moram zaradi razmerja zobnikov na tem kolesu dejansko poganjati pedala le pri približno 84 obratih na minuto, da ohranim to hitrostno razliko, kar je vsekakor dosegljivo. Nato sem ugotovil, da je ceneje kupiti te magnete v paketih po 100, zato sem jih za vsak slučaj naročil 200. Zdi se, da sem jim s tem izpraznil zalogo. In ker imam 200 magnetov, to pomeni, da je 50 kompletov, ki bi morali popolnoma ustrezati obodu bakrene plošče. Nato sem na adapter, ki ustreza manjšemu navoju na pestu, nataknil ležaje s pritiskom.
Te ležaje lahko nato vstavim v zadnji zobnik, ki ima tudi pritrdilne luknje za še en disk, ki sem ga izrezal iz aluminijaste pločevine in na katerega bom pritrdil magnete. Ko je vse nameščeno na kolesu, je lažje razumeti, kako bo vse skupaj delovalo. Veriga vrti aluminijasto ploščo, ki bo na koncu držala 200 magnetov in zaradi ležajev sploh ni povezana z vrtenjem zadnjega kolesa ali bakrene plošče. Tako se pedala in zadnje kolo vrtita popolnoma neodvisno drug od drugega, edini način za pogon zadnjega kolesa pa je prek magnetov, ki inducirajo tok v bakreni plošči. Nato sem s prozorno smolo na tiskalniku Form 3 natisnil nosilec za magnete in ti so izpadli res lepo. Magnete lahko nato potisnemo na mesto z obrnjeno konfiguracijo polaritete in jih pritrdimo na aluminijasto ploščo z nekaj vijaki. Z vrtenjem pedalov je jasno, da imajo magneti vpliv na zadnje kolo. Kar je zelo obetavno, saj je to le 10% končnega števila magnetov. Vendar obstaja manjša težava, veriga se lepi nanje. Da bi to preprečili, morajo biti magneti bolj oddaljeni od verige, kar pomeni, da je bilo treba na novo zasnovati in natisniti dele pesta, da se sklopka premakne proti kolesu, ter uporabiti debelejšo aluminijasto ploščo, da se prepreči upogibanje pod obremenitvijo magnetov. Ker se magneti lepijo tudi na napere, sem moral napere stisniti skupaj s plastičnimi vezicami, da sem jih oddaljil od sklopke. Kar sicer ni idealno z vidika konstrukcije, ampak to je prototip. In zdaj se magneti lahko prosto vrtijo, ne da bi se lepili na verigo, napere ali jekleni okvir kolesa. In lahko dobimo občutek, kako ta sklopka pospeši kolo, ko se pedala vrtijo, in kako ustvari zavorno silo, ko so pedala vstavljena. Vse, kar moramo zdaj narediti, je, da namestimo še preostalih 180 magnetov, da bi povečali prenos navora skozi sklopko. In ko je zadnje kolo blokirano, je na pedalih ogromno upora, vendar se magneti še vedno lahko vrtijo. In ko so pedala blokirana, se lahko tudi kolo vrti in skozi sklopko doživlja enak upor. Vendar pa, ko se lahko oba vrtita, pedala z lahkoto poganjajo zadnje kolo, zavorna sila pa kolo skoraj takoj ustavi. Mislim, da je čas, da to preizkusimo in vidimo, ali se lahko dejansko premikamo z močjo magnetov. Gremo! V redu, nekako deluje. Občutek imam, kot da sem v res nizki prestavi. Poglejmo, kaj se zgodi, če neham poganjati. Res lahko občutim ta upor. Prek magnetov. Obrni se, zdaj je klanec. Malo se mučim. Še vedno se lahko premikam. Trenutno ne morem doseči velike hitrosti. Poskusi hitreje poganjati pedala. Prav. Mislim, da deluje. Mislim, da bom moral prilagoditi napetost verige, ker se sliši, kot da se lepi na magnete in potem začne preskakovati zobnika. Torej, malo jo bomo zategnili. V teoriji bi moralo, hitreje kot poganjam, proizvesti več navora glede na moje prejšnje teste. Ampak zdaj samo ujemam hitrost bakra. In potem, če neham poganjati, res lahko občutim ta upor. To je res čuden občutek, ker nisem neposredno povezan z zadnjim kolesom, zato se skoraj zdi, kot da mi spodrsava kolo, če vložim preveč sile. Zelo težko je ohranjati konstantno hitrost poganjanja z zadnjim kolesom. V redu, gremo in zaklenemo pedala. Torej, ni tako močna kot običajna zavora. Ampak vseeno nekoliko upočasni. Ni slabo. Mislim, da potrebujemo večje zobato kolo spredaj, da povečamo prestavno razmerje. Razlog. Zakaj se zdi, kot da je v nizki prestavi razlika v vrtljajih med magneti in bakrom? Ker morajo biti magneti vedno hitrejši od bakra, da ustvarijo vrtinčne tokove. Zato moram za dosego večje hitrosti prilagoditi razmerje zobnikov, da se bodo magneti vrteli hitreje. Zato sem odstranil originalni zobnik s 45 zobmi in izdelal svoj zobnik z 68 zobmi, kar bi moralo precej povečati razmerje. In ima premer 280 mm, kar je največja dovoljena velikost za to kolo. Na srečo so nove verige, ko jih kupiš, nekoliko daljše, kot jih večina koles potrebuje, zato mi ni bilo treba združiti dveh verig, da bi pridobil dodatno dolžino.
To mi je res pomagalo pri kolesarjenju, saj sem lahko ohranjal kar spodobno hitrost, ko sem vozil po ravnem terenu. Težko je natančno opisati, kako se ta magnetna sklopka občuti, saj je res nekaj posebnega. Ko voziš po gladki ravni podlagi, je navor na zadnjem kolesu, dokler se magneti vrtijo hitreje kot kolo, odvisen od tega, kako hitro poganjaš pedala. Tudi zavorna sila se zdi veliko močnejša pri visoki hitrosti zaradi razlike v vrtljajih med magneti in bakrom. Zato ni najboljša za popolno zaustavitev kolesa. Če pa bi želel nekoliko zmanjšati hitrost, ima ta sistem zagotovo nekaj prednosti pred običajno zavoro, saj deluje brez stika in trenja, kar pomeni tudi manjšo obrabo zavornih oblog. In to je povzetek dobrih lastnosti tega sistema. Bi ti priporočil, da si to izdelaj za svoje kolo? Vsekakor ne. Vidiš, pri vožnji v klanc ima res velike težave. Najbolje lahko to opišem tako, da je kot bi vozil po pesku. Vsak obrat pedal zahteva veliko moči, ti pa se komaj premikaš naprej. Morda izgleda, kot da vozim v nizki prestavi, ker se pedala vrtijo hitreje kot kolo. Ampak, ker je razlika v vrtljajih med magneti in bakrom tako velika, je tudi upor res zelo visok. Tako pritiskam z veliko silo na pedala, a ne grem nikamor. Ko smo že pri tem, bil sem izčrpan po vožnji na ta razmeroma lahek hrib in če se sprašujete, kam je šla vsa moja energija. No, ko sem prišel domov, sem vzel svojo termalno kamero. In upam, da je zdaj to malo bolj očitno. Ja, bakrena plošča se je segrela za približno 20 stopinj Celzija, kar pomeni, če uporabimo specifično toplotno kapaciteto bakra in maso te plošče, da je bilo izgubljenih približno 8000 džulov energije. Upal sem, da bo to nekako simuliralo brezstopenjski menjalnik, kjer bi lahko poganjal pedala s poljubno hitrostjo, sklopka pa bi prilagajala navor glede na naklon terena, po katerem bi vozil. Vendar pa zaradi izgubljene toplotne energije postane vožnja veliko težja, zato ne vidim nobene prednosti pred neposrednim verižnim pogonom. Ampak glej, imel sem idejo in sem jo želel preizkusiti. Kar je omogočil Onshape, ki je profesionalno orodje za računalniško podprto načrtovanje in upravljanje podatkov o izdelkih za podjetja. In pravzaprav Onshape uporablja Formlabs, ki izdeluje Formlabs smolni tiskalnik. Onshape so dejansko ustvarili isti ustanovitelji kot SolidWorks, ker so ugotovili, da inženirske ekipe potrebujejo sodobnejša orodja za razvoj izdelkov, zato so Onshape ustvarili iz nič. In za razliko od drugih CAD programov, Onshape uporablja arhitekturo izvorno zasnovano za oblak, kar omogoča sodelovanje v realnem času, uporabo na mobilnih napravah in tablicah ter še veliko več. Poleg tega to pomeni nič zrušitev programa, kar vodi do nič izgubljenega dela. Vsak mesec nenehno dodajajo nove funkcije, ena večjih posodobitev, ki prihaja kmalu in se je zelo veselim, pa je dodatek profesionalnega CAM-a oziroma računalniško podprte proizvodnje. Saj mi bo to precej olajšalo generiranje G-kode za upravljanje mojega CNC reskalnika. Na splošno, Onshape omogoča inženirskim in oblikovalskim ekipam veliko učinkovitejše delo. Zato, če želite vi ali vaše podjetje preizkusiti Onshape brezplačno, pojdite na onshape.pro /Tom Stanton ali preverite povezavo v opisu spodaj.